Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum, pa je tu že napoved za december. Ker verjamem, da vas mnogo bolj zanima, kaj se nam obeta v letu 2026 kot v decembru, bo tale napoved krajša. Torej, jaz upam, da zdaj pa že res vsi vemo, da zaključujemo 9 let dolg cikel človeštva, ki je bil kar pomemben. Poglejmo, 2019 je bilo najbolj karmično leto tega tisočletja. 2020 je bilo eno izmed najbolj neharmoničnih kombinacij letnic v celem tisočletju, poglejte, korona. 2021 nas je guncalo, 2022 je bilo mojstrsko obarvano, kar je redko zabavno, pa smo že tu, pri letu 2025, ki je imelo tudi kar nekaj, pardon izrazu, neuravnovešenih energij in verjamem, da nas je kar nekaj takšnih, ki nas veseli, da se končno zaključuje. Zelo pomembno pa je, da znamo te energije spustiti, da puščamo ta cikel za seboj, stvari, ki smo jih prerasli za seboj. Torej, dragi moji, jaz sem v mojih oddajah že govorila, kako zaključiti leto, celo darilo sem za vas naredila, poseben delovni zvezek v PDF obliki, brezplačno si ga prenesete na moji spletni strani. Jaz vam bom tele linke postila spodaj, da ne bom predolga. A je prav, kajti bistvo je december in ne pravzaprav leto 2026. Torej, december po eni strani bo zelo intenziven, ko govorimo o čustvih, naša domišljija se bo prebudila, torej resnično zna biti prazničen. Resnično bo v spredje postavil čustva, dom, družino, toplino, praznike, ta božični duh. In mnogo ljudi se bo seveda v tem času počutilo še bolj osamljene. To seveda je nekaj, kar je na vrsti vsako leto, zato takoj na začetku oddaje nas spodbujam, da si jemljemo čas za ljudi, ki so dragoceni, jih povabimo v svojo družbo, povemo, da so nam pomembni, da niso sami. Če tudi se morda na prvi pogled zdi, da so oni čisto okej, kajti veliko ljudi je kar malo sram povedati, da se tako počutijo. Veliko ljudi se z depresijo, osamljenostjo, takšnimi in drugačnimi, bolj težkimi občutki in čustvi soočajo sami. Število 3, ki deluje na nas v mesecu decembru, pa pravzaprav vse to še krepi. Se pravi, tista oseba, ki je zelo optimistična, se bo imela super, bo ta domišljija resnično kreirala čudovite trenutke, to bodo osebe, ki bodo imele res lepo, toplo, bogato, barvito, denimo božično pojedino. In po drugi strani tiste osebe, ki pa so že malo, bomo temu rekli, utrujene, mogoče so malo izgubile voljo do življenja, zaupanje v življenje, se soočajo z nekimi izzivi. Za te osebe pa bo ta trojka podobno okrepila njihovo doživljanje. Se pravi, naj bo december, kar pa mislim, da vsako leto rečem, čas, ko praznujemo življenje. Ko praznujemo povezave, ko praznujemo tiste osebe, ki so nam ljube, ki so nam drage, ki so za nas pomembne. Torej, naj ne bodo na prvem mestu darila, ne tekmovati, kdo bo več zapravil, kdo bo boljši popust našel, da bo potem cel jack, ko bo nekaj takega imenitnega podaril. Kajti, če smo zelo iskreni, a ni res, da na koncu dneva, ko bomo na smrtni postelji, si verjetno ne bomo rekli, o top shit, ker hud avto sem imel, ne? Rolex uro. Da ti ne govorim o diamanten prstan, ker se mi je skoraj prst zdvil. Sem mogla na fitness za prst hoditi, da se mi ni prst zdvil, ker sem imela tako velik diamant. Ne vem, ali te dobrine resnično, zdaj sem pretilavala, lahko prinesejo toplino. A avto lahko objamete? A najboljšo torbico, najdražjo torbico na svetu se lahko ne stisnete, pa vam je kar malo boljš, vas bo malo počohala nazaj. Dajmo decembra resnično se spomni, da so prazniki namenjeni druženju, pozornosti, ljubezni in povezovanju. Dajmo obuditi stare navade, dajmo obuditi tiste stike, ki so morda zamrli, predvsem pa dajmo dovoliti sebi biti tisti otrok, ki se božička, dedka mraza, praznikov, lučk veseli. Torej, dragi moji, naj bo december tak lep opomnik, da je življenje darilo. Poglejte, kje vse na svetu je vojna, je lakota, so resnično podnebja neurja taka ali pa požari, ki uničujejo okolje, domove, življenja. Nam je pravzaprav tukaj lepo.
Torej, bodimo hvaležni, dajmo zakorakati v mesec december, predvsem z energijo hvaležnosti in z energijo, ki se osredotoča na dobro. Torej, to število 3, ki na nas vpliva decembra, nas spominja, da pravzaprav smo mi kreatorji našega življenja. Mi smo tisti, ki ustvarjamo, mi smo tisti, ki izbiramo. In če si pogledate malo nazaj v november. Novembra sem rekla, da pač ponekod bo 1 + 1 = 2, se pravi, nekateri odnosi se bodo poglobili, nekateri pogovori se bodo odvili. In marsikje pa bo 1 + 1 tudi 11, kar pomeni en sem, drug sem, vsak po svoje. Enka je tista, ki simbolizira neodvisnost. Tukaj bi lahko mogoče primerjali tudi s tračnicami. Vlak potrebuje 2 tračnici, da pride na cilj, ampak ti 2 tračnici, ne glede na to, da imata enake cilje, enake vrednote, se imata morda zelo radi, hodita v isti smeri, se ne dotikata. Marsikateri odnos, nažalost, podobno zamre, hodimo v isti smeri, smo bolj kot ne cimri, smo bolj kot ne prijatelji, ni pa več tiste tesne povezanosti med nami. In včasih je čas, da si to priznamo in se potem potrudimo združiti te tračnice, združiti 2 poti. Včasih pa si je potrebno priznati tudi, da to več ne gre, da morda ni več želje po temu in se tudi razidi. Torej, december bo čas, v katerem nas bo življenje zelo spodbujalo pri temu, da vse, kar smo prerasli, vse, kar je dotrajanega, naj gre za odnose, naj gre za navade, naj gre za to, kako jeste, kako se oblačite, kako se zobe umivate in tako naprej, kako se obnašate, kako dojemate stvari. Vse to, kar ste prerasli, pravzaprav naj ostane v preteklosti. Če boste to nosili s seboj, se bo to decembra pojavljalo v obliki upora, se pravi, če se vam nekaj komplicira, ni to, občutek se pojavlja, si prisluhnite. Tudi sicer bo december kar zanimiv, trojko povezujemo tudi z energijo, ki bi lahko pripisali 3 leta staremu otroku, se pravi toksične osebe, nezrele osebe, čustveni vampirji, ljudje, ki radi igrajo vlogo žrtve, to bo cel žur. Njihova inovativnost bo tudi se prebudila, se pravi, če imate v svoji bližini tako osebo, se kar pripravite, da boste za vse seveda krivi, po vsej verjetnosti vi, in življenje bo zelo krivično in tako naprej. Pravi, december bo čas, v katerem bo naša domišljija resnično buhtela. Vi bodite tisti, ki jo usmerjate v tisti smeri, ki si vi želite. Zdaj pa tako, ker ful velikrat z vaše strani jih slišim in jih za ušesa dobim, da ne povem, kaj se pri meni dobi, sem kar napadla tole oddajo in bom po parih sekundah zdrdrala. Torej, verjamem, da vodnik že vsi poznamo. 69 strani je dolg, notri je napoved za 2026, plusi, minusi, izzivi, nagrade, prelomnice, kdaj je dober čas za ljubezen, posel, itd. Za vsak mesec napoved, glede na vaše numerološko leto, se pravi, kje so izzivi, na kaj biti pozorni in potem za vsak mesec vaje, vprašanja, afirmacije za delo na sebi, se pravi, nek delovni zvezek, ki je z vami celo leto. Za tiste, ki imate konkretna vprašanja, imate neke konkretne primere, vas zanima zelo ozko, kaj se bo zgodilo, polurno svetovanje, seveda lahko pogledamo tudi za vaše najdražje, za vaše otroke, za vašega partnerja, partnerko, v pol urce se veliko lahko naredi, če bi bilo premalo, bomo pa pač podaljšali. Novost v letošnjem letu pa je voščilnica, to je tak resnično lep prikupen video posnetek, ki ga vi podarite nekomu, se pravi na začetku lahko tudi nekaj vaših besed, voščilo, neko posvetilo, potem pa njihove številke za 2026, kako se pravi, gre to z njihovimi osebnimi izračuni, kaj jih čaka plusi, minusi, absolutno se veliko bolj posvečam plusom kot minusom, je pa to eno tako res posebno, unikatno, neponovljivo darilo, s katerim boste sigurno izstopali. Tako da, dragi moji, darilni bon, Maribor, 10.1. Maribor ob 10. zjutraj je delavnica, kaj nas čaka v letu 2026, če se pa še kaj spomnim, pa pridem nazaj. Pravi december, sploh 11. december je čas, v katerem pišite cilje, ne želje, cilje. Ko nekaj oblikujemo kot cilj, to pomeni, da bomo to dosegli. Smo se odločili, torej smo se ločili od drugih možnosti. Ko napišemo željo, malo upamo, da temu bo tako. In tukaj se bom še malo pošalila, verjamem, da do zdaj smo pa že vsi doživeli, da smo ChatGPT-ju nekaj napisali in nas je razumel po svoje, ker nismo bili dovolj natančni, jaz se včasih resnično od srca nasmejim.
Podobno se dogaja v vesolju. Če mi nismo natančni, precizni in ne pišemo stvari, svojih želja, svojih ciljev, na način, da bi jih največji butec razumel in jih ne bi mogel narobe interpretirati, tudi če bi si tega želel, če tega ne počnemo s to natančnostjo in s to radostjo in s to prepričanostjo, da bomo točno to dobili, kaj mislite, da se bo zgodilo? Torej, dragi moji, obljubila sem, da ne bom predolga, kar pojdimo na mesečne napovedi. Torej, izračunali boste svoje število življenjske poti, to je seštevek našega rojstnega datuma, toliko časa seštevate, da dobite eno samo cifro. To število življenjske poti nam pove, v čemu smo dobri, se pravi, to bo definitivno tudi področje, ki bo za vas v ospredju naslednje leto. Pa pojmo. Enke, drage moje enke, pred vami je čas, v katerem vas bo življenje na nek način prizemljilo, v smislu, da dajte postaviti gradnike. Se pravi, naredite svoj plan, naredite svoj načrt, naredite tisto, kar še manjka, zato da bi te stvari spravili v tek. Ne nujno decembra, lahko tudi januarja, ampak pomembno je, da nekako strukturirate stvari. Enke ste zelo samostojne, zelo inovativne, zelo samoiniciativne in včasih se malo pohecam, sploh če recimo v vaših 5 osebnih številkah enka večkrat izpostavljena, da ste vam tako mudi, da greste z glavo skozi zid, ker preprosto nimate časa pogledati levo pa desno, če so kje kakšna vrata. Torej, drage moje enke, december vas vabi, da pogledate, kje so se vam vrata že zdavnaj odprla, ve pa mogoče še vedno menite, da morate biti za vse same, pa vse ve prve, pa vse ve tiste, ki vse nosite na svojih ramenih. Drage dvojkice, torej, drage dvojkice, za vas bo december čas svežega vetra, sprememb, predvsem pa izziva spuščanja. Predvsem pa izziva tega, da spustite vse tisto, kar vas nekako omejuje. Zdaj, drage moje dvojkice, izjemno ste srčne, izjemno ste navezane na ljudi, ki jih imate rade, na koncepte, zelo ste predane in včasih je ravno to spuščanje, zaključevanje zgodb za vas zelo zahtevno, zelo boleče in se vam zdi morda celo krivično. Jaz bom tukaj dodala sledeče. Če ne boste naredili prostor, tudi na področju odnosov, zato da bi stopali v vaše življenje ljudje, ki vam bodo bolj pisani na dušo, na srce, potem nimajo kam priti. Ne se bati te praznine, ne se bati, da boste ostali sami, ne se bati, da bo še slabše, če boste neke odnose mogoče malo, se jih ni treba prekiniti, manj se družite, ustvarjajte prostor za novo. Drage trojkice, ja, za vas bo pa december, veste kaj? Jingle bells, jingle, ne znam pet, ne bom. Torej, drage moje trojkice, resnično čas, ki bo posvečen družini, domu, tistim osebam, ki jih imate vi najraje. Tistim konceptom, ki jih vi dojemate kot dom, ki so za vas ključnega pomena. Absolutno brez topline, brez kranclanja, brez dekoracije, brez barv, brez močnih doživljanj ne bo šlo. Za samske, izvrsten mesec, da spoznate nekoga novega, za srečno vezane, izvrsten mesec za malo več romantike, za nesrečno vezane, izvrsten mesec, da obudite tisto posebno iskrico, ki vas je nekoč skupaj vezala, družila, povezovala. Najlepši izraz boste verjetno vi lažje našli kot jaz. Se pravi, december bo čas, v katerem resnično lahko sami seboj predvsem ustvarite novo, lepšo, bolj toplo, bolj ljubečo realnost in zato ustvarjajte. Drage štirke, za vas bo pa to mesec osebnostne rasti, tudi mesec, v katerem po vsej verjetnosti vam bo šel hrup na živce. Se pravi, vas si nekako ne predstavljam v trgovskih centrih od jutra do večera, težje se vas predstavljam vsak dan na nekem žuru, prej bi si rekla, da vam bo prijala mogoče kakšna meditacija, kakšna delavnica, ki vas bo nekako ponesla v mir, ponesla nazaj k vam samim, absolutno kakšna dobra knjiga, dokumentarc, kaj takega resnobnega, ampak vam na pisanega. Torej, drage moje štirice, ne bo to čas, v katerem naredite nek inventurni pregled, kaj je tisto, kar želite nesti s seboj in tudi za vas je včasih izziv spustiti stvari, se pravi, bodite malo brutalni do sebe in tisto, kar resnično ne vodi več nikamor, dajte pustiti za seboj. S tem ni nič narobe, niti z vami ni narobe. Drage petke, podjeten mesec, izvrsten mesec za poslovne odločitve, za bolj podjeten pristop, bolj inovativen pristop, predvidevati je, da boste malo bolj samozavestni,
Tudi, da sem ter tja vam bo malo ego ponagajal, ampak to ni vedno nujno slabo. Mogoče imate občutke manj vrednosti, tam naj bo ego priden. Torej, absolutno mesec, v katerem se boste lažje organizirali, boste bolj učinkoviti, bolj osredotočeni, petke včasih imate kar malo izziva s tem. Torej, drage moje petke, to bo čas, v katerem bi lahko prejeli tudi kakšno večje darilo, mogoče tudi sami boste podarili nekaj lepšega, drugačnega. Absolutno pa čas, ko je prav, da vzamete stvari nazaj v svoje roke. Se pravi, svojo moč vzeti nazaj k sebi. Vse situacije, odnose, navade, načine razmišljanja in funkcioniranja, kjer niste vi ta glavni, dajte prevetriti, zakaj je temu tako in kako lahko sebe postavite nazaj v vodilno pozicijo. Drage šestice, čustven mesec. Mesec, ki po eni strani prinaša zdravljenje, dobesedno zdravljenje, po drugi strani prinaša mogoče tudi nekatere ljudi, s katerimi ste stik že izgubili ali pa ste nad njimi obupali. In tukaj bi jim nekako pridala tudi vas same. Tisti vi, nad katerim ste vi obupali, nad katerim menite, da ga ste menili, da ga ne boste dosegli, bi se lahko znova prebudil in vas spomnil. Opce, še sem tukaj, še je čas. Sicer pa absolutno toplina. Toplina pa sprejemanje so tista, ki sta pomembna za vas v mesecu decembru. Se pravi, drage šestke, jaz vem, da ste zelo požrtvovalne, da rade postavljate druge na prvo mesto, da rade postavljate mir na prvo mesto, ampak naj bo december čas, ko tudi sebe vključite na to prioritetno listo. Pa širimo se. Drage sedmice, no, vi boste pa že kar malo zakorakali v leto 2026, za vas bo to absolutno čas novih začetkov že pravzaprav, drugačnega razmišljanja, novih priložnosti, novih poti, neke nove energije, nekega klica k prihodnosti. Se pravi, ničesar, kar ne gre, se ne oklepati. Lejte, nekateri odnosi včasih potrebujejo samo pauzo, včasih, ko nam je nekaj pretežko, se nam komplicira, če si malo spočijemo svojo glavo, se ukvarjamo z nečim drugim, nam potem kar gre. Se pravi, dajte vsaj začasno odložiti stvari, kajti vem, da ste veliki perfekcionisti in to vam je včasih kar izziv, kajti vi morate dokončati in mora biti super in mora biti top. Torej, dragi moji, naj bo december po eni strani malo počitnic, v katerih vam resnično ni potrebno vse vedno tipi top izpolirati, po drugi strani pa absolutno čas, v katerem bodite kot otrok, pišite božičko in ustvarjajte nekaj drugačnega, predvsem pa nekaj novega. Drage moje osmice, mesec, v katerem bodo odnosi na prvem mestu, kam vi sebe pozicionirate. Nekateri osmice imate malo izziva z občutkom manj vrednosti, druge mogoče z egom, vsekakor pa je 8 število, ki združuje tako duhovno kot materialno. Za vas bo december točno to. Združevanje tistega, kar se vam sicer zdi, da je nezdružljivo. Levo in desno, zgoraj, dole, belo, črno, se pravi tudi osebe, s katerimi sicer ne resonirate, predvsem pa se bo naredila še tista zadnja čistka oseb, ki naj nimajo več mesta oziroma moči v vašem življenju. To je lahko tašča, to je lahko vaš šef, to je lahko tudi vaš starš, lahko tudi vaš partner. Mi smo tisti, ki odločamo, koliko moči ima nekdo nad nami. Vzemite jo nazaj in potem postavite sebe na enakovredno mesto vsem ostalim, če tega do sedaj še niste storili. Drage moje osemke, december bo čas povezovanja. In še, drage devetke, za vas bo december čas igrivosti, notranjega otroka, ste pravličnosti, ki jo vidimo v filmih, ste pravličnosti, ki so nam jih brali v pravljicah, v risankah, ko smo bili majhni. Dajte se spomniti na te občutke, na ta doživljanja, na vse to, kar ste nekoč doživljali, verjeli, pa vas je morda svet razočaral, pa so bili mogoče v življenju kakšni grenki trenutki, pa ste to zaupanje nekako izgubili. Prebudite to kreativo, notranjega otroka nazaj. Lejte, saj vam ni treba čakati, če bo skozi ključavnico ali dimnik prišel dedek Mraz oziroma Božiček, pa kaj bo Miklavž prinesel, kajti vi ste darilo in se dajte, prosim, drage devetke, če se še ne, obnašati do sebe točno tako. Največja dragocenost v vašem življenju ste vi, postavite se na to mesto in boste videli, kako zelo lep in čaroben bo december lahko postal.
Takole, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz vas ob koncu še enkrat vabim na mojo spletno stran, tam bodo zbrani vsi prispevki na enem mestu. Z moje strani za naslednje leto vodnik, se pravi knjigica, ki jo imate lahko s sabo celo leto, osebno svetovanje, pol urce z vašimi vprašanji, konkretnimi primeri za vas in vaše najdražje, voščilnica, ki jo lahko podarite nekomu, v kateri je njihov opis osebnih življenjskih števil in pa kaj jih čaka v naslednjem letu, plus vaše voščilo, darilni bon in še marsikaj. Torej, dragi moji, če imate pa kakšno idejo, pa kar z besedo na dan. Jaz vam želim en december, ki bo resnično to, kar naj bi december bil. Čaroben.